Osnovni namen današnjega pogovora je ugotoviti te srednje danes, glede na to, kaj smo govorili nazaj. Kam se je premaknilo javno mnenje, če rečemo civilna družba, medijski diskurzi, kje smo, kaj se je dogajalo politični diskurzi, da ne omenjam sekuratizacija, celo militarizacija migracijskega področja. Za goste na okrogli mizi smo povabili Katarino Brvar-Sternat, vodjo pravne informacijskega centra nevladnih organizacij, Uroša Škerla-Krambergerja, novinarja Dela. Dnevnika, imam napisano Dnevnika. In pa kolegica Nežo Kogovšek-Šalovo, ki sicer vodi Mirovni inštitut, vendar pa je strokovnjakinja pravnega področja in če tudi je ožja sodelovka, smo se odločili, da pravzaprav je ta pravni vidik umeščanja celotne slovenske dinamike tako pomemben, da smo postavili kompromizo v tem sestavu. Tako, jaz bi kar začela pravzaprav z vprašanji. Zdaj, okrogla miza oziroma naša diskusija bo potekala na način, da bomo imeli dva kroga vprašanj. V prvem krogu se bomo osredotočili na pregled oziroma stanja na področju migrantske, begunske in azilne politike. V drugem krogu pa bo sledil razmislek, kako naprej oziroma kako bi bilo prav, da bi šli naprej z poziciji spoštovanja človekovih pravic in kritične teorije družbe, če lahko tako rečem. Po prvem krogu bomo naredili kratek prostor za vaše vprašanja ali morda kakšne kritične kratke dodatke, potem pa bomo vstopili v drugi krog. Tako da bi jaz začela z Katarino. Namreč zanima me, kako se stanje v zadnjem letu ali zadnjih 2 letih in danes kaže z vidika prakse, v katero se pravni informacijski center nevladnih organizacij danes intenzivno upleta in vključuje. Mi pojasnimo, da pravni informacijski center nevladnih organizacij od svoje ustanovitve, zdaj 20 leto našega delovanja, posveča posebno pozornost prosilcem za mednarodno zaščito in nudimo v bistvu zastopanje vseh oseb, ki v Sloveniji zaprosijo za azil na prvi stopnji in spremljamo te postopke tudi kasneje. Se pravi, da te naše izkušnje oziroma spremljanje traja že dolgo, tukaj ravno tako dolgo, da v bistvu vidimo nekakve premike na nekaterih področjih, pa vendar nobenih drugih področjih. Je pa seveda situacija, s katero se soočamo po letu 2015 precej drugačna od dinamike dela na tem področju pred tem, v obdobju 2015. In če ne grobo urišem, kaj se v bistvu zgodilo, se pravi, vemo, da se je marca 2016 zaprla ta tako imenovana balkanska pot in takrat se je Slovenija prvič začela soočati s porastom prošenj za azil. Je bilo pa to še vse nekako obvladljivo, azilni sistem naš ni moral te stvari sproti obdelati, ampak tukaj je v bistvu nastala prva težava. Se pravi, da so prosilci za azil začeli oziroma so tukaj obstali za dolgo časa v postopkih in spet čakali na svoje prve odločbe. Se je pa delež, bom rekla, priznanih statusov zaščit nekoliko povečal, se pravi, tukaj je bil trend nekoliko boljši. Pa vendar je število tistih, ki so ostajali, ki ostajajo tudi zdaj, vedno manjše. V letu 2017 je v Sloveniji tako zaprosilo za azil 1450
Čakanje na postopek traja nekje od 6 mesecev minimalno in pa tudi seveda do 2-3 let. Mi spremljamo in delamo te analize trajanja azilnih postopkov, pri čemer veste, da je statistika tako zelo varljiva in si jo Ministrstvo za notranje zadeve tolmači drugače kot mi. Mi se ukvarjamo predvsem s tistim, ki tukaj ostajajo in čakajo na to, da bo odločitev sprejeta. Ne upoštevamo pa seveda v statistiki vseh tistih, ki odidejo, namreč tisti postopki se ustavijo. Ljudje, ki pa pri nas potem dobijo zaščito, na to vendarle čakajo pretirano dolgo. Zato opozarjamo tudi v letnih poročilih. Letos smo prvič sodelovali pri poročanju pri Evropskem odboru za begunce in izgnance, EKRE, kjer lahko tudi na spletni strani najdete poročilo Slovenije v sklopu projekta AIDA. V letošnjem letu pa se je število prošenj strmo povečalo v prvem delu leta. In sicer to je v marcu in aprilu, to je seveda vedno povezano tudi z vremenskimi razmerami. Drug faktor v tem povečanju je pa odprtje, se pravi, poti iz Bosne in Hercegovine proti Sloveniji. Med vsemi temi osebami je še vedno največ državljanov Pakistana, Alžirije in Sirije. Večina jih vstopi na področju Dolenjske, nekaj pa tudi na Primorskem. Seveda s vsemi temi osebami, ki vstopajo in zaprošajo za azil, prihajajo tudi tisti, katerih namere morda niso uslišane. Zato v bistvu nas najbolj zanima tudi to, ali je vsem osebam, ki vstopijo v Slovenijo, dejansko omogočen dostop do postopka mednarodne zaščite. Tukaj seveda se ne strinjamo z nekaterimi podatki, ki jih dobimo. Problem je pa seveda v tem, da teh postopkov ne moramo spremljati. To so eni najbolj skritih postopkov, ki jih izvaja policija. Gre namreč za to, da po tako imenovanih bilateralnih sporazumih z večinoma sosednjimi državami lahko Slovenija tujca, ki vstopi brez dovoljenja za vstop v Slovenijo, vrne v zelo kratkem roku, 48 urah, pri čemer v tem postopku niso, tu gre v bistvu za popolnoma neformalno postopek, brez izdaje kakršnekoli odločbe, gre praktično zgolj za uradne sezname v policijskih evidencah. Te statistike tudi niso agregirane, ne po spolu, ne po starosti in te bilateralne sporazumi ne izključujejo vračanje mladoletnikov brez spremstva, na primer. Torej vse te osebe, ki so vrnjene, tudi nimajo nobenih jamstev procesnih, nimajo možnosti pritožbe in seveda nimajo dostopa do, na primer, brezplačne pravne pomoči. Torej naše vprašanje je vedno najprej seveda, kako temeljita je Slovenija pri uresničevanju pravice do dostopa do mednarodne zaščite in koliko teh tujcev je morebiti vrnenih kljub temu, da podajo namero za azil. Torej, trenutno se pa v Sloveniji nahaja okoli 400 prosilcev za azil. Vsi so nastanjeni v azilnem domu oziroma njihovih izpostavah, se pravi Vič, Rogatec in pa tukaj v centru mesta še Kotnikova. Azilni sistem je bil do aprila izjemno obremenjen in maja, v juniju pa opažen drastičen upad. Bom prepustila potem tudi Urošu, da nadaljuje na tej točki. Namreč mi smo imeli v maju in aprilu velike skupine, 50 ljudi naenkrat, ki so prihajali iz Bosne in Hercegovine in so vsi zaprošali za azil v Sloveniji. No, stanje v mesecu juniju pa je popolnoma drugačno. Toliko za enkrat za občutek, da smo. Najlepša hvala. Zdaj bi pa pravzaprav prosila Uroša, če to, kar je Katarina opisala, pravzaprav nekako preusmeri ali poveže z to medijsko dinamiko ravno tako skozi pregled, kjer seveda imam izkušnje. Hvala.
Bom se potem kar navezal na to, kar je Katarina povedala, ker smo se o tem tudi posvetovali. Namreč res je ta informacija, da je PIC zabeležil nižje število prošenj za azil, tako izrazito nižje število prošenj za azil v Sloveniji, se ujema z dogajanjem v Bosni in Hercegovini. Namreč minuli teden sva bila s fotografom Luko Cvilko v Veliki Kladuši in v Bihaču, to je na severu Bosne in Hercegovine, kjer sta dve središči zbirališče migrantov, beguncev, kakorkoli jim pravimo, na poti proti Evropi. In ko so prišla tja, to je bila čisto praktična izkušnja, ko so pristopila do različnih skupin, družin, posameznikov iz različnih držav, ko so povedala, da so novinarje iz Slovenije, so naj vsi takole pogledali. A iz Slovenije sta, a res? A veste, da smo bili prejšnji teden v Sloveniji, smo prestopili mejo na Kolpi in so nas vrnili hrvaški policiji in hrvaška policija nas je vrnila v Bosno. In takih je bilo res veliko. Detaljno smo popisala 6 primerov, torej z kraji, urami in imeni, kje so, se pravi, njihova imena, ki so bili zavrnjeni v Sloveniji. In vsakega od njih, kolikor so uspela v tisto mečkaj kaotična situacija, sva večkrat vprašala, a pa ste res zaprosili za azil v Sloveniji? Se pravi, policijo, ne? Edino s policijo so imeli stik. In so rekli, ja, seveda smo zaprosili za azil, ne? In so nam potem policisti odvrnili, da zdaj niso rekli, zdaj ni več azila v Sloveniji, ampak so rekli, da v Sloveniji ni azila. Tak odgovor so dobivala pač kar ena množice ljudi. Najbolj me je presenetilo, da so bili med njimi tudi družine z majhnimi otroki, kar se nam je zdaj tako čisto človeški plati nenavadno, ker bi si mislil, da policist ko vidi recimo družino iz Iraka z otroki starimi 1 leto, 4 leta pa 6 let, a ne, to je zelo očitna situacija, da pač ljudje rabijo, potrebujejo azil. Konec koncev je Katarina enkrat v mesmi rekla, ko so se tem posvetovali, ja se takemu mora policija že sama ponuditi azil, ne, ker je zelo očitno, da ga potrebujejo. Ne. No, nasprotno, tudi to družino so vrnili Hrvaški, kljub temu, da so zaprosili za azil. Ne. In potem se je tukaj začelo eno mukotrpno preverjanje pri različnih inštitucijah, pri policiji, pri MNZ, pri PIC-u, v azilnem domu, da smo nekako sestavili to sliko, da se je očitno v juniju politika obmejna spremenila in so, tako se pogovarjamo, nismo pa dobili nobene potrditve, ker uradne inštitucije ne dajejo to vrstnih pojasnil, no, ampak pogovarjali smo se, da zelo verjetno so policisti na meji dobili navodila, da ne smejo več upoštevati prošenj za azil. Drugače si ne znamo tega razlagati. No, sem še to, ne, ko sem jaz naslovil uradno prošnjo za pojasnila na policijo in MNZ, je prišel odgovor, da to ni res, da oni upoštevajo vse prošnje za azil in da tudi vsi postopki vračanja potekajo po pravilih. Celo so rekli, da vse te postopke nadzirajo 3 organizacije, PIC, Caritas in pa UNHCR. No, vse te 3 organizacije so potem povedali, da to sploh ni res, ne, da nikoli niso pozvani, da bi karkoli nadzirali. To je zdaj ta praktični del. Zdaj, mogoče bi to bilo zadot, ker lahko bi govorili še o tem, kaj se v medijih dogaja, ampak mogoče pol kasneje.
Čeprav glede na to, da bi v drugem delu šli temu kako naprej in politične instance do medijev mogoče pojavlja še ta predvolilni diskurs trenutni in svoje mnenje o tem, kaj se je pravzaprav v teh 2 letih zgodilo, ker jaz osebno bi rekla, čeprav mediji niso moje področje, bi rekla, da to, kar se je 2 leti nazaj začelo, je pravzaprav da se je zgodilo, da smo nekako zamaknili prostor politične kulture, večinsko gledano, veliko bolj v nestrpnost, pri čemer mislim, da so mediji kar odigrali svojo vlogo v smislu ne nekega boja proti, se pravi v smislu spoštovanja človekovih pravic in proti demonizaciji ljudi, ki prihajajo. Pogosto po moji sodbi so v smislu nekega profitabilnega delovanja, pa tudi podpiranja določenih političnih struktur, reproducirali govor nestrpnosti in sodelovali pri izgradnji panike, strahu in diskriminatornosti pri čedalje večjem številu prebivalcev v Sloveniji. Zdaj me pa zanima, kaj misliš, oziroma... Ja, morda nisem čisto merodajen za ocenjevanje tovrstnih medijskih praks, ker nekako zdi se mi vendarle, da sam pa, mislim, tudi če sebe izpustim, da moji kolegi, ki se ukvarjajo s področjem azila, s katerimi sem v stiku, zelo dobro razumejo situacijo in tudi se trudijo poročati na tak način, da so poudarjene človekove pravice. Res pa je, da je medijev veliko in na enem spektru so tudi mediji zelo zoprni na tem področju. Ampak zdaj, kolikšen vpliv imajo, ne vem. Je pa res, da ta del, ki zagovarja človekove pravice migrantov, beguncev, prebežnikov, je, kot smo opazili, kar nekako ujet v eno, kako bi temu, sem se trudil zdaj, ko sem razmišljal, kaj bom povedal, najti eno razlago za to, zakaj ljudje, čeprav preberejo nek čisto logično sestavljen članek ali pa poročanje, kjer ga ti bralca pelješ od tega, smo šli recimo z osebnimi zgodbami na konkretnih primerih. Temu človeku se je v Siriji zgodila vojna, porušili so mu hišo, ubili so mu tega sorodnika, potem je bežal, prišel do meje, recimo nekako Slovenijo, in potem je prestopil mejo na neregularen način, ker pač ne obstaja nikjer sistem, po katerem bi ti dobil neko dokumentacijo, oziroma vsaj njim ni dostopna sistem, po katerem bi dobil dokumentacijo, s katero bi šel na mejni prehod in bi rekel, pač želim vstopiti v Slovenijo ali pa v katerokoli evropsko državo in prositi za azil. In potem so ga vrnili in mu niso omogočili prošnje za azil in je končal nekje v enem blatu v Bosni in Hercegovini. Recimo, zdaj sem večkrat, ne samo, take situacije mi opisujemo, in ti bralca prepeleš skozi vse tako čisto logično, nekako, skoraj da bi se reklo, znanstven način, ne se prav brez nekih interpretacij, samo po sledeč dejstvom do tega, da pač ta človek vse prav naredi, ko je to pot obral, ta iz Sirije ali iz Iraka. Ampak vseeno, to čisto nič ne pomaga. Pač ljudje še vedno govorijo to, kar pravijo politiki. Zdi se mi, da so morali to nekako pobrati preko medijev iz političnega diskurza, ker mediji pa delujejo tako, da politike postavijo za govorniški pult in potem oni lahko govorijo tam pravzaprav kar hočejo. Težko se z njimi, mislim, lahko mu daš pod vprašanje, ampak pol pa že časa zmanjka, recimo, če je to na televiziji. In tam
so recimo 3 taki miti zakoreninjeni, ki so se očitno usedli tudi v glave bralcev, ne glede na to, ali so ti bralci visoko izobraženi, ali so kakršnokoli socialno ali pa pač psihološko strukturo imajo. Recimo, da so to ilegalci, ki udirajo čez naše meje in da tudi on mora iti pač na mejni prehod in pokazati pasoš. In mi smo stokrat napisali, da te ljudje nimajo pasoša, ker so prišli iz vojne, ker jim je nekdo že odvzeval in pasoš, pač njihov pasoš nekje na poti in tako. To res nekam s tem ne pridemo daleč, morda prepričamo enega, 2, do večine pa ne. In so še vedno prepričani, da pač je to vse skupaj nelegalna situacija, čeprav mi ves čas podarjamo, da pač ne obstaja način, kako bi oni na legalen način sem prišli. Da prosilci za azil lahko prestopijo mejo zunaj mejnega prehoda in ker jim to omogoča Ženevska konvencija, pa še kup drugih konvencij in je zelo predvideno, da bojo prestopili zunaj mejnega prehoda. Seveda ne bojo šli na mejni prehod, ki je tam obrnil. En mit je še tak, bom končal, da mi ne moramo tega zdržati v Evropi, ker se bo cel Bližnji vzhod pa Afrika se bosta preselila v Evropo. To seveda sploh ni res in to smo tudi večkrat poročali, migracije, to vsi vemo, gotovo, da zelo majhen del ljudi sploh migrira. Ostali ostanejo in tudi če jih tam ubijajo, še vedno so tam. Čez to se ne znamo prebiti, mislim, da tle nekaj drugega, en drug problem, ne o tem, kako bi poročal. Lahko poročaš tako, ali tako ne prideš čez to. Ja, pravzaprav to se ve s tem, da ne novo mnenja sicer lahko kreirajo korenito, pa pravzaprav jih ne lahko potrjujejo že stališča, ki jih na nek način že imamo in potem izbiramo selektivno vsebine medijske, katere nas pašejo, ostale pa pozamo. To pravzaprav bi lahko šlo s tem. Najlepša hvala. Bomo šli še naprej, po moje se bomo k tem vsebinam še vračati, mediti so mi zelo všeč, po moje se bomo lahko potem tudi malo pozabavali, kako jih pa mogoče le rekonstruirati v drugem krogu. Vendar preden gremo tja, bi prosila še Nežo, če Neža pravzaprav vse to, kar smo zdaj govorili in kar se dogaja, pa ti veš in bi še dodala, umestiš v širši evropski oziroma še širši svetovni kontekst svojega dela. Hvala lepa. Jaz sem bila nekako naprošena oziroma smo rekli, da bi bilo dobro, da vse skupaj umestimo seveda v EU sistem. In tukaj bi predvsem želela razločiti med 2 nivojema dogajanja. Prvi nivo je stvari, ki se dogajajo na ravni institucij, torej Evropske komisije, Evropskega parlamenta in seveda potem tudi sveta, ker se zelo lepo pokaže, da tam stvari delujejo zelo kot business as usual. Kaj hočem s tem povedati? Se pravi, gre za utečen sistem. Vemo, da Evropa teži k temu, da bi imela skupen azilni migracijski sistem. In seveda, če ga želi imeti, treba ta sistem neprestano izgrajevati. Seveda naj bi bil že izgrajen, ampak ker je tako kompleksen, ta izgradnja še vedno poteka in to se vidi na mnogih ravneh. Tako da bom potem primere povedala. No, potem seveda neka povsem druga zgodba, ki pa poteka vzporedno s tem, je pa ta politična zgodba, ki je v bistvu odraz nacionalnih teženj, torej stvari, ki pa jih želijo zasledovati posamezne države članice, ki pač seveda imajo pred očmi predvsem svoje lokalno prebivalstvo in volitve, vsake naslednje volitve, ki so lahko čez 2 meseca ali čez 4 leta, v bistvu ni pomembno, vsi delajo samo za naslednje volitve na tem področju. In v bistvu je med tema 2 zgodbama zelo velik razkorak. Tako da, če opazujemo sistem institucij, v bistvu ugotovimo, da se zelo veliko dogaja, ogromno enih zakonskih sprememb je na mizi, če recimo povem primere, Dublinska uredba se prenavlja, s tem, da se prenavlja na način, da se samo še bolj zagotovi njena učinkovitost, torej takšna kot je, samo še bolj učinkovita naj bi bila, pri čemer popolnoma spregleduje vse, torej pripravljalci te prenove
popolnoma spregledujejo vse kritike, ki so bili poslej usmerjene zoper Dublinsko uredbo in glavna kritika je predvsem v tem, da ne deluje, da je izjemno mali odstotek ljudi, ki bi morali biti vrnjeni po Dublinski uredbi v drugo državo članico, dejansko vrnijo, tako da se sprašujejo po smiselnosti denarja in časa, ki ga vsi skupaj zapravljamo za funkcioniranje te Dublinske uredbe, vendar glasovi, torej šesa, pripravljalci so za to gluha in delajo naprej, torej pripravljajo reformo tega sistema, ki bo temeljila na povsem enakih izhodiščih, kot ta uredba že danes zastavlja. Tako da je to en tak primer. Potem se prenavljajo poleg tega še Eurodac uredba, ki naj bi se še bolj povezala, torej Eurodac, vemo, to je uredba, ki predstavlja pravno podlago za prstne odtise, za prosilce za azil, ki naj bi se jih potem ravno lociralo v državo, kjer so prvič prestopili mejo v EU in na podlagi Dublina ne bi potem tja vrnili, tako da tudi to se prenavlja istočasno. Prenavlja se agencija za azil, torej EASO, ta, ki naj bi nekako skrbela za skupne standarde, torej da naj bi še bolj ukrepljena, še bolj torej skrbela za to, da bi ta skupen azilni sistem funkcioniral kot enota. In najbolj očitne spremembe pa se mi zdi, da se bodo zgodile na področju vsebine. In sicer do zdaj smo imeli kvalifikacijsko direktivo, to pomeni instrument, ki je določil pogoje, kdo lahko dobi azil, po domače povedano. In direktiva pa pomeni, da je to instrument, ki je malo bolj mehak, ki določa neke cilje, države pa so malo bolj proste v tem, kako te cilje uresničijo. Direktiva bo sedaj nadomeščena z uredbo. Torej, uredba je pa stvar, ki jo je treba prenesti skoraj dobesedno. Kar v bistvu pomeni, da naj bi se morebitne razlike med državami na podlagi pogojev za pridobitev mednarodne zaščite zabrisale in naj bi se to resnično še bolj poenotilo v primerjavi s tem, kako je bilo zdaj. Enako velja na področju postopka, torej tudi postopek čaka uredba namesto direktive, kar bo precej velika revolucija. Ker zdaj so postopki za pridobitev mednarodne zaščite po EU državah tako različni med sabo in ponekod tudi zelo nepregledni. Recimo ravno pred kratkim sem na eni konferenci, kjer je kolega iz Grčije predstavljal najnovejši azilni postopek. Mislim, tudi če si pravnik z 20-letnimi izkušnjami v Grčiji, se po mojem dobiš, to je bilo nepredstavljivo. Popoln labirint, ko je bila schema tega azilnega postopka narisana, kateri primeri grejo na katero instanco, kdaj, pod katerimi roki, to je bilo nekaj 30 možnosti, kako se tvoj primer lahko razplete, skratka popoln kaos. In seveda tudi organi so zelo različni, ki o tem odločajo, dostop do sodnega varstva je zelo različen po EU v teh primerih in postopkovna uredba naj bi to poenotila. Tako da jaz mislim, da bo to zelo, zelo zanimivo opazovati, ne samo postopek, kako bo to potem implementirano v posamezne države, ampak tudi potem, kako se bo to izvajalo v praksi. Hkrati se prenavlja tudi direktiva o pogojih sprejema, to je pa tista direktiva, ki v bistvu določa raven pravic prosilcev za azil. In kot vemo, vse države nekako držijo minimum, zato ker nobena ne želi postati bolj privlačna, nobena ne želi recimo omogočati dostopa do trga dela prekmalu, da ja ne bi potem prosilci jo opazili in vsi drli tja, ker bi potem, to je neka fama pull faktorjev, da v bistvu zainteresirani za selitev opazujejo te sisteme, posameznih držav grejo tja, kjer je teh ugodnosti največ, kar delno drži, delno pa ne, delno vemo, da so to miti in ljudje v veliki meri v bistvu idejo tja, kjer že imajo neke kontakte odprejo ali pa neko diasporo, na katero se lahko naslonijo in tukaj potem neke pravice, ki izhajajo iz statusa prosilca za azil, igrajo neko postransko vlogo. Dostikrat v bistvu gre za prikrivanje, recimo Nemčija je že država z velik diaspora, kot Francija in Velika Britanija, in ker so pač to relativno bogate države, so pač potem tudi velike velike, tako da to v bistvu bolj po naključju se upada večji, bolj pomemben razlog je to, da ljudje potujejo zaradi obstoječe podporne mreže. No, tako da to je ta del, ki poteka, nekako bi rekla, birokratsko, tehnično, tekoče. Komisija pripravlja predloge, zadeve grejo v debato v parlament, tam so potem poročevalci, posamezni zainteresirani parlamentarci, ki to peljejo naprej, prepeljejo do nekega kompromisa in potem se na svetu, torej v tem postopku med svetom in parlamentom zadeva sprejme. Tako da to poteka relativno tekoče in bi tudi rekla, da precej stran od oči javnosti. Mediji sicer se mi zdi, da se trudite poročati o tem, ampak so ta poročila dojeta precej kot suhoparna, težko se je poistovetiti z njimi, ker je vse skupaj daleč in težko razumljivo, ampak poteka pa veliko se dogaja, čeprav morda mislim, da EU ne dela nič na tem področju dela, vendar vse zelo na tehničen način, pa vse zelo v smeri trenutnega stanja
stanja, skratka nobene spremembe paradigme ni mogoče opaziti na tej tehnični ravni, ampak vse v smer večje učinkovitosti in pač večjega utrjevanja mehanizmov, ki že tako in tako obstajajo. In tukaj bi želela prišteti še seveda mejni nadzor, Frontex, vse svojimi kapacitetami se krepi, postaja vedno bolj intelligence organizacija, se pravi organizacija, ki upravlja s podatki, bolj kot pa recimo z ladjami in tudi, seveda, ampak bolj s podatki kot z ladjami, meje postajajo vedno bolj zapisane v algoritme kot pa res fizične meje, tako da to se počas spreminja, ampak nekako to smo že navajeni, to smo že videli, tako da nič novega. Kar se mi zdi, da je neka taka, ne vem, če bi temu rekla novostno, ampak nekaj, kar vsem še ni popolnoma jasno, kam bo šlo, pa so te debate o preselitvah in premestitvah. Se pravi, to, kar je bilo zasejano, to seme, ki je bilo zasejano za obema odločitvama, ki sta bile sprejete za Grčijo pa Italijo, za preselitev znotraj EU, to sta bile dve odločitve, to nista bila redna zakonodajna dokumenta, pa v bistvu dve ad hoc odločitvi. Ko Evropska komisija želi, da bi se to prevedlo v nek stalen mehanizem za preselitev. In to je pa tista stvar, za katero je pa jaz rekla, da je lakmusov papir, ali je možno na ravni EU narediti še kaj več od tega sporadičnega ad hoc odločanja v primeru prošnje za azil, ki se pa zdaj dogaja, ker je sistem narejen defenzivno. Se pravi, država dobi prošnjo in se odzove. Tako je sistem narejen. Medtem ko sistem relokacije in preselitve je pa narejen drugače, pa narejen v bistvu na neki proaktivni noti, se pravi, da se država odloči, koliko ljudi bo sprejela in sprejme tiste ljudi, za katere obstaja velika verjetnost, da bodo azil dobili. To je neka ta logika za tem. Tako da to je neka tista točka, kjer so evropske institucije aktivne, kjer pa vemo, da bodo na koncu države članice tiste, ki bodo zadevo omogočile ali pa ne omogočile. In tukaj pa zdaj prehajam na še ta nacionalni nivo, bolj politični, v tem nacionalističnem smislu, če hočete. Se pravi, to, kar delajo evropske institucije, je nekako precej ločeno od tega, kar pa se dogaja na ravni nacionalnih držav članic, torej nacionalnih držav. Še vedno, zdaj sploh ne vem, če bi tukaj kaj dosti naštevala, no vsi vemo, ampak mogoče čisto za en pregled, kaj pa se je vse zelo skristaliziralo v preteklih 2 letih. Vemo, da je sicer evropska azilna politika bila precej restriktivna tudi že prej, veliko bolj kot migracijska. Migracijska je to redno preseljevanje po izpolnjevanju pogojev in pridobivanju dovoljenj za bivanje in tako naprej. Azilna je bila vedno precej restriktivna. Vemo, da je nek povprečen odstotek prošenj priznanih 46, pa to je zelo optimistično, če gledamo tiste statistike, ki so vsebinske, ne tiste, ki so za ustavitev prošenj. No, kar se je pa zelo skristalizirajo, torej zlasti na ravni držav članic, pa mogoče naslednji primeri pokažejo, torej neka očitna zaustritev, ki jo vidimo recimo v Nemčiji, predvsem v teh zadnjih sporih, torej najprej volitve, nemške prihod AfD v parlament in v redu, na koncu sicer koalicija je šla naprej brez njih, ampak je pa spor znotraj najmočnejše stranke v Nemčiji danes zelo očiten, torej med notranjim ministrom, ki je hkrati vodja Bavarske, CSU, ki je sestrska stranka CDU, te nemške stranke, in med Angelo Merkel. Torej Angela Merkel nikako ni več močna, kot je bila recimo pred 4 leti in tudi ta Geschaffen-das, ta slogan, pod katerim je potekal sprejem ljudi v zadnjih 2 letih in potem njihova nadaljnja integracija, je danes zelo upadla močenja. Kljub temu, da se v Nemčiji sicer pozitivne stvari dogajajo. Recimo, zadnja statistika, ki je bila, mislim, da je 1/3 ali nekaj takega ljudi, ki so prišli leta 2015 v Nemčijo, je danes že zaposleni. Tako da oni dejansko so s to svojo potezo, ki je bila po eni strani malo humanitarna, vemo, nekako na krščanskih vrednotah utemeljena, pač posebno v Angele Merkel, po drugi strani pa zelo pragmatična. Nemčija je ena redkih držav na tej celini, ki se zaveda, da bo njeno prebivalstvo drastično upadlo do leta 2050 in je začela v demografiji razmišljati tudi skozi oči migracij. In to je neka prihodnost, ki se jo bodo verjetno morali lotiti vse države. In tako da se dogaja pozitivno kot tako na terenu, vendar na politični ravni so se stvari zelo, zelo spremenile. Če dam tukaj še naprej, recimo Macronova pozicija, ki je zelo zmuzljiva, težko jo primemo konkretno in jo postavimo na svoje mesto, vendar pa nekatere javne izjave kažejo, da je v resnici precej pragmatična in da tukaj ni veliko humanitarnega zadaj, ampak je čisti pragmatizem. Recimo ena stvar, ki je zelo na mizi, ko
kot močna in mislim, kot neka resna ideja so pač povečanje azilnih centrov v Afriki, kar zelo v teoriji lahko še razumemo, ker pač to preprečuje nevarna potovanja in tako naprej, ampak če vemo, kaj se po drugi strani dogaja v Libiji, kjer te centri že so in kako so ljudje tam izpostavljeni mučenju, nečloveškemu ponižujočemu ravnanju, služenstvu in tako naprej, vemo, kam v resnici potem v praksi lahko peljejo taki azilni centri. Tako da mislim, da je lahko to tudi točka, na kateri se lahko zelo pečeš kot vodja države. Tako da vprašanje, če ne bo to ostalo zgolj na pač nekih ravnih idej zaenkrat. In hkrati se recimo moramo tudi zavedati konkretnih primerov, kot je na primer ta čisto nedavni ladja Aquarius, ki je Italija in Malta nista hoteli sprejeti in so se potem začele voditi paralele z tisto ladjo iz začetka 20. stoletja, ki je bila polna judov, ki so potem končali v holokaustu, ker jih nihče ni hotel sprejeti, najprej Kuba in potem Amerika in tako naprej. No, tudi Francija je ni hotela sprejeti, pa v tem v resnici nobeden nekaj preveč govoril in je šla ladja v bistvu med Korziko pa Sardinijo, je šla v bistvu v francoski obali, še 3 dni je morala proti do Španije prišla, kjer so jo potem v Valenciji sprejeli. Tako da Italija bo tukaj zelo izpostavljena zaradi svojega notranjega ministra, Salvinija, ki je pač tukaj začutil eno svojo nišo, kjer se lahko izkaže. Francija pa je tukaj uspela nekako izid kot neomadeževana, vendar je ravno tako sprejela enako odločitev, pa ni bila nekako na isti način izpostavljena. Za Italijo sem že povedala, ne bi se ponavljala, ne bi šla niti naprej, ker vemo, da se stvari zelo spreminjajo. V Avstriji ravno tako, do tega ni treba posebej razlagati, za novo vlado, že s kampanjo, ki je potem vlada sledila in z vsemi ostalimi spremembami, ne nazadnje tudi spremembo zakona o tujcih, ki je pač identična kot naša je avstrijski sledila, tako da tukaj ni mogoče kaj imeti veliko iluzij, da je pa morda stanje v resnici boljše ali karkoli. Višegradska skupina ni spremenila svojih stališč, ki jih je zaostrila in na njo se je lepo priključila v zadnjem času kot Slovenija, zelo očitno, to vse veste, tega ni treba razlagati in veliko primerov čudnih se dogaja, tako kot naprimer, ne vem, če ste zasledili v Madžarskem, v nekaj dneh bo sprejet Lex Novo, torej zakon, ki je zdaj v zadnji različici, ki je po resnici tudi najhujša, ni šla nič na boljše, ampak večino na slabše, kriminalizira pravno pomoč beguncem, kar v bistvu pomeni, da recimo PIC, zaposlenika, bi lahko še bi šli v zapor na Madžarskem, zato ker pač izvajajo stvari, ki so predvidene v naši zakonodaji, pa ne samo PIC, ampak v bistvu 60 svetovalcev za begunce v Sloveniji, ki je Ministrstvo za pravosodje imenovalo, oni nudijo pravno pomoč, ki jo plačuje slovenska država, pač po nekih svojih lastnih zavezah in vsi ti ljudje bi po tem zakonu, ki bo zdaj sprejet na Madžarskem, storili kaznivo dejanje v trenutku, ko bi ponudili pravno pomoč, recimo kateremu bolj prosilcu. Tako da mislim, da ni treba med nobenih utvar, da so to vse samo neki posamični primeri zaostrovanja, kriminalizacije in tako naprej, ampak je to precej jasen trend. V bistvu še bolj jasen kot leta 2015-16, ko smo bili predvsem priča nekemu kaosu in nekim ad hoc reakcijam posameznih, pa še vedno precej osamljenih držav. Vemo, da so recimo takrat svoje meje zaprle Švedska, Norveška, pa potem z zakonodajnimi ukrepoma, ki sta bila v spečem stanju, še Avstrija pa Slovenija, kot pripravljeno za zaprtje, torej za postavitev nekega maksimuma števila prosilcev za azil. Zdaj je to, skratka, zdaj v tem preteklih 2-3 letih smo lahko opazovali, kako so se vse države v času krcale na ta vlak in skupaj peljejo v nekaj, kar je zelo megleno in nejasno. Najlepša hvala. Zdaj, mogoče bi jaz zadevo, predem besedo še razširila, da pravzaprav sama težava oziroma resnost situacije, s katero se danes soočamo, če gledamo leta 15 do danes, kako so se stvari zamaknile v smer diskriminacije na področju migracij, v širšem pomenu besede, naj se da govorimo o prisilnih migracijah oziroma begunski populaciji, podobno pravzaprav zelo paralelno potekajo razmišljanja tudi na področju delovnih migrantov, čeprav gospodarstvo danes, recimo v Sloveniji, že poudarja, da ta način razmišljanja, to je utilitaristično razmišljanje, sicer teoretsko gledano, pa vendar opozarjajo na to, da se morajo družbe že zaradi gospodarskih interesov zbirati. Vendar druga zadeva, ki mislim, da bi jo morali zraven
dejstvo, da zgodovinske izkušnje kažejo, da ko se začne zaostrovati odnos do ene od manjšin, naj si bo takšne ali drugačne, je samo vprašanje časa, kdaj se ta nestrpnost obrne, kdaj začnejo domine padati in kako se pravzaprav družba kot celota na nek način militarizira v odnosu do takšne ali drugačne razlike. In to je tisto, kar bi nas moralo tudi skrbeti, ko razmišljamo o tem, kam se giblje, kako v katerem živimo. Pa vendar preden mogoče gremo v to smer, ne? To se mi je zdelo pomembno dodati, ker to se zelo dobro kaže, kako pravzaprav dejansko se dogaja organizacije Evrope, žal, ne? Kako ta stališče Višegrajske skupine in pa z Orbanom na čelu je nek vzor ali pa nek model, kateremu se pridružujejo države, ki so bile še pred kratkim primer dobrih praks v smislu spoštovanja človekovih pravic. In stvar je res gradila po zelo napačni poti. Zdaj bi pa pravzaprav dala vam priložnost, da še kakšne svoje misli dodate oziroma da goste vprašate, če vas karkoli zanima na področjih, ki se jih odpravljajo. Kakšno vprašanje? Ja, jaz sem vprašal tisto zgodbo, kakšen konc ima. Zvedel sem neko informacijo, šel se vprašati za policijo. Oni so ti rekli nekaj, kar se potem lahko preveril v organizaciji, da drži. Kaj se pa potem? Sem se šel naprej in reči, da policijo se znam s tem, da so ti rekli, vi lažete, mislim. Aha, ja, to smo pa objavili na članku, ja, da so oni rekli, da se pravi, da so organizacije zanikale njihove trditve. Ampak, kad sem se vrnil na policijo direktno in soočil s tem, da mislim, jaz sem mislim na to, včeraj tega je kakšen korak dlje, kot je po običajni kulturi, ker očitno oni nimajo težav s tem, da se zmišljujejo novinarji in vse na če lažejo ukrasne. In mogoče tijo, kdaj je kakšen korak dlje, mislim, ostaje mogoče kakšen članek več, mislim, da se zadeva zgodili, če se že dan. Če nekaj, ker drugač dobijo ljudi potrditko, da končno pa lahko lažejo, sicer je napisano, da so se slagali, da to pač noben ne bo opazilo, ker se bo mislim, ker stvari zadevajo v resnici tukaj integriteto pač prvo tisti, ki so ti, se pravi, beguncev, oziroma ljudi, ki so to v veliki hlavi še povedali, na drugi ravni zadeva integriteto nevladnih organizacij, za kateri Caritas končni fazi na samim povedni, za katere je policija rekla, da se zmišljuje tako rekočeno. In tako naprej, mislim, novinar se tako naprej, mislim, se tle se te domine se suvajo, ne mislim, pa ni treba čakati, ko imam tle, kot tukaj naprej, zadeva je pač, tako kot Marija čestite, da je nevarno, da se do domine tiče repotirati. Jaz mislim, da je brez veze na ta način postopati, v smislu reči, zadeva je sicer grozna za nekatere, ampak zares grozna bo takrat, če se probamo predstavljati, kako bo to, kako bomo mi postali kot begunci. Mislim, da jaz ne bi čakal na to, bi pač dal to, ker štekla, pač noben mislim, to niti sočakaj mislim, ne rabimo mi svojega narcizma zraven človeku. Zdaj, je še nekoliko sveža ta situacija, še zbiramo več informacij, tudi sam še ne vem, kako točno bomo naprej ravnali, bomo pa gotovo, ne? Ampak morda bi lažje opisal, kaj se morda lahko naprej zgodi, pa bo zvenel morda defetistično, ne? Na podobnem primeru, ko smo ga zaznali leta 2016, takrat, ko se je začel zapirati koridor. Takrat smo že slišali za zgodbe beguncev, ravno tako takrat smo jih našli na Hrvaškem, ki so bili zavrnjeni v Sloveniji in sicer na ta način, da so poskušali zaprositi
za azil, ne, oziroma tako je bilo, oni so poskušali vstopiti v Slovenijo skupaj z tistimi tisoči, ki so prihajali v Slovenijo, pa so jih nekako na en netransparenten način nihče ni uspel razbrati, zakaj zavrnili. In so jih ločali tam v en poseben šotor. To jih je bilo, to smo sicer še lepo naknadno preštevali, morda jih je bilo 100, ne vem, ali pa jih je bilo 200, ne vem, ali se tega, tam nekje, no, recimo, vse 100-200 je kar lepa številka in smo takrat to zelo detaljno opisali, v bistvu pravzaprav na podoben način kot zdaj, kakšne pravice imajo te ljudje in poskušali preizprašati, zakaj je policija tako ravnala, kot je ravnala. Iste organizacije so takrat se oglasile, PIC, Mirovni inštitut, UNHCR, Varuhinja. Situacija je pravzaprav bila enaka. Ugotovili smo, oziroma prišli smo do tega, da gre za arbitrarno zavračanje prosilcev za azil. Takrat je bilo celo tako, da so oni tam iz oddaljenega šotora, ki je bil recimo 20 metrov oddaljen ali pa 30, upili azil, ko je tam prišla delegacija UNHCR, ampak policija delegacija UNHCR ni spustila do njih. No, takrat je potem naš odgovorni urednik Miran Lesjak napisal en tekst, v katerem je rekel, zdaj pa, če to vse drži, potem pa to kaznivo dejanje policije. In je nekako nakazal, da je to pravzaprav lahko tožilstvo že šteje za ovadbo. Zdaj, ne prosim tega čisto besedno vzeti, ker mi imamo to možnost, da z načinom, kako povedujemo stvari, večkrat to zmehčamo. Zdaj ne vem, ne spomnim se, kako točen je on to napisal, ampak nekako nakazuje, da tle gre v smer razmisleka, bi lahko šel razmislek v tej smeri, da tle se dogajajo neke zlorabe zakonodaje in da bi tožilstvo lahko bilo na to pozorno. Zdaj, meni to, ne vem, kazenski pravniki to lahko po svoje gledajo, ampak to je na en način ovadba. Nič se ni potem zgodilo. Mislim, poprosti, tako, to je v bistvu odgovor na vprašanje. Ampak ni pa to odgovor na vprašanje, kaj bom jaz zdaj naprej naredil, pa ne samo jaz, moram poudariti, da kolega novinarskim Boštjan Anžin, dopisnik RTV Slovenija iz Beograda, ki je bil istočasno v Veliki Kladuši in Bihaču, kot midva z Lukatom, je neodvisno od naju, ko smo se naključno tam srečali in smo z različnimi ljudmi govorili, prišel do istih zgodb. Se pravi, zgodb o tem, da so begunci poskušali prositi za azil in niso smeli. Celo oba sva prišla tudi do tega, da naj bi bili policisti nekoliko nasilni do njih. Zdaj to smo, mogoče sem proti intermeco, to smo postavili vendarle v nekako merilo. Namreč hrvaški policisti, to vemo vsi, so zelo nasilni do njih, tam pač lahko veš ljudi s polomljenimi nogami. Tega slovenski policisti ne počnejo, vsaj ne, da bi videli. In smo potem pač nekako ugotovili, da so bili zdaj, da je to nasilje mogoče lahko tudi, ne vem, nasilje pri aretaciji, ki je nekako lahko tudi nasilje. Ampak nočem zmanjševati, moram pa postaviti to neko merilo, zato ker ta poročila o nasilju slovenske policije so še mečkami vprašljiva in moramo še ugotoviti, zakaj gre. Ampak, da se vrnem k Boštjanu Anžinu, nisem jaz edini, kaj do tega prišel, tako da tudi on bo gotov še to preiskoval naprej. Zdaj, kako bomo ravnali in kaj bomo naredili? A je to, kar smo napisali minuli teden, v dveh tekstih, v teh situacijah že ovadba? Ne vem. A je? Bi prosila še Katarino in Nežo, če imata še mogoče repliko. Nam se v bistvu ta točka zdaj izjemno nevarna. Mi smo v preteklosti sicer zasledili, ampak izjemno redko, naprimer, posamične primere, mogoče enega na leto, ali pa morda niti ne sami zavrnite, kako neke zlorabe pooblastil na strani policije. Mi smo vsakih seveda ta primer
prijavili posebni komisiji pri mejni policiji, da so raziskali. Primeri se niso rešili takrat, so se pa dolgoročno in se je zmanjševalo njihovo število. Mislim, da se zdaj v bistvu v drugi situaciji smo se znašli. Ne? In da tukaj pa absolutno to ne bo dovolj. Tako da nevladne organizacije bomo poslali zdaj v tednu ali dveh dol v Bosno svoje ekipe, ki bodo detaljno raziskali te stvari, pa ne zato, da bi jih še enkrat preverjali, ampak predvsem s namenom, da bomo v Sloveniji tudi lahko že sprožili postopke, naprimer zoper delo policije, ne? Da bomo v bistvu tudi zbrali pooblastila, če bo mogoče, in bomo jasno seveda s tem pokazali, kaj so pa dejstva posameznih primerov in kakšen bo epilog tega v Sloveniji. Ne? To tudi ne bo edina stvar, ne? Tukaj se v bistvu še dogovarjam, kaj so vse sploh pravne poti, ki jih v tem primeru beremo, in pa pisanje in seveda fokus na te dogodke izjemno pomemben. Se moramo zavedati, da na tej točki Slovenija še ni pridana. Lahko sem še nekaj dodal, ker poskušam tako nekako analitično razmišljati, nisem ravno dobro o tem, ampak a se nam lahko zgodi, da bo na koncu policija rekla, ne, vsi ti ljudje so se vam zlagali, pa bomo mi sicer rekli, ja, ampak to smo jih srečevali v različnih dveh različnih mestih, v različnih urah, popolnoma nepovezani slovenski niti istega jezika, niso se mogli dogovoriti o tem, kaj bodo nam pripovedovali, ne? Pa bojo oni ustrajali, da to ni res, ne? Mislim, da potem dokazov pa čeprav razumno ni o tem, kaj se je dogajalo tam v, ne vem, ob kolbi 15 metrov noter v Grmovju, ne? Tukaj je v bistvu ključna vloga tudi varuha človekovih pravic, na to institucijo, ki imamo pogled tudi v tisti del spisov in dokumentacije, ki ga naprimer tudi nevladne organizacije, ki sicer imamo neko vrsto sodelovanja s policijo, nimamo. Ne? In iz tega, jaz mislim, da oni bodo morali odigrati tudi svojo vlogo in njih bomo nedvomno klicali v tej odgovornosti, da grejo tja in raziščajo vso dokumentacijo in se morda najdejo kakšne povezave in vsaj indici, da ta pripovedovanje seveda držijo. Ja, meni je tudi pisarna varuhinje sporočila, da bodo to preiskali. Jaz bi mogoče samo točno dodala, da se mi zdi več podnija, spravi ena ta pri policiji, o kateri je Katarina govorila, in potem pri varuhu, o kateri je ravno tako že rečeno nekaj, in potem tretja je pač direktna kazenska ovadba na tožilstvo, ker tožilstvo pa ni policija. Ne? Seveda je jasno, da je vprašanje, če je postopek pri policiji vedno neodvisen in tako naprej, sicer so te komisije, ki delujejo za razčiščevanje pritožb in temu policijskih oblastil, so take, da je predsednik iz policije, člana sta pa zunanja, tako da načeloma lahko pride do preglasovanja znotraj trojke, ki odloča o pritožbi, ampak ni nujno, odvisno je pač kakšne dokaze ima ta komisija pred sabo in tako naprej. To je postopek znotraj policije, ker ima policija možnost, da se to samo regulira. To so postopki, ki so bili sprejeti po tistih obsodbah pred Evropskim sodiščem za človekove pravice, ko je prišlo do zlorabe policijskih oblastil in je policija prisiljena potem znotraj svojega sistema ugraditi tudi varovalke, kako sama svoje napake popravlja. Tako da to je ena možnost. Druga je varuh, ki ima mnogo teh neformalnih pritiskov, ki jih lahko izvaja, in potem tretja je tožilstvo. Recimo, jaz se strinjam, da se lahko napiše v tekst, ki je objavljen v nekem mediju zadeva na način, da je vsakmu jasno, da gre za kazensko ovadbo, ampak po mojih izkušnjah tega nihče ne bo obravnaval kot kazensko ovadbo. Ti moraš dejansko poslati kazensko ovadbo na tožilstvo, pa ne samo to, ampak jo še precej dobro obrazložiti, če hočeš, razen če prijavljaš umor, ker če umor je bil in rabiš nič obrazložiti, če je preiskovati. Če pa ti prijavljaš nekaj, kar zahteva skoraj forenzične sposobnosti, ugotavljanja, so dokazi pristni, tudi zasliševanje teh ljudi nazadnje. Recimo v tem primeru bi gotovo naši tožilci morajo najti način, kako odidejo, omeli predstavljajo, oni sami zaslišajo ljudi, ki trdijo, da pri nas tega niso mogli narediti. Skratka, to pomeni, da treba vložiti ovadbo, jo obrazložiti, čim več predlagati, tako da potem tožilstvo kot nek neodvisen organ od policije je sposobno s tem nekaj narediti, ker če je prišla do njih samo neka navedba,
ne vem, sklicevanje na zadnje, tudi samo na novinarske člane, tudi to ne vem, če bi bilo dovolj, ne. Po mojem je treba skoraj do kontakte, da do teh prič in tako naprej. Skratka, skoraj že izdelan primer in predložiti, da bi se potem nekaj zgodili. Jaz tukaj vidim priložnost, no, če bo nevladni sektor zmožen organizirati se in iti na teren, izbrati vsa pričevanja na način, kot se izbira za pravne postopke, ne, s kontakti in tako naprej, potem vidim potencial, kar meni, jaz sem osebno samo čakala na to. Meni se je zdelo precej nevredno, da bi Slovenija ostala tukaj neomadeževana, ne, da bi samo Hrvati zdaj upravljali ta umazani del, naši pa ne. In v resnici se mi zdi popolnoma možno, da se sprovedejo vsi te postopki. Ne. In tudi varuh naš, kar se tiče policije, oni zelo dobro znajo to preizvati, ker imajo strokovnjake zaposleni, ki so bili včasih policisti, celo obveščevalci, tako da oni točno vejo, kam je treba predpisati, da se do podatkov pride. Jih tudi zelo resno jemljajo. Lahko zdaj še to popraviti? Ja. Mislim, to vprašanje sem postavil zato, ker se mi zdi, da se na ta način zelo lepo pokaže, kako neka normalizirana ksenofobija predemo to sistem vse to sredo. Ampak gre za to, ne, pač, mislim, tukaj je mislim, ta pot, kazenska vlada, zelo, mislim, pravilna na nek način, prozrake, ker je moja tožnistvo potem, mislim, tja obraža priči in tako naprej. Ampak gre za to, ker so policije, kar se možno razumijo, da moč tudi te organizacije, da se češ, da se potrebno. Se pravi, tukaj imaš neki indic, da nekaj ništino in se nekaj izmišljuje. Imaš tudi ne samo priče iz Pakistana, ki so o tem govorijo, za kateri ni a priori, češ in ne verjamemo, da govorijo resnico, ampak samo neke organizacije, ki so kot inštitucije. Gre za to, da seveda se ti bojo najprej zlagati, ne bojo treba iti še enkrat in soočiti s tem, gledajte, zlagati ste se mi in potem imajo na izbiro, ali priznali, da so se zlagali, ali se bojo pa zlagali bolj uradno. Se pravi, se bojo zlagali še malo bolj močno in mogoče potem proizvedi nekaj, na kaj se bo dalo vezati, mislim, čisto. Mislim, morajo se bojo zlagati res bolj uradno način tudi, mislim, da ni samo, če še se izraža, novinar ne piše, ja, to mogoče ne res, ampak gledajte, en prav tako konec zgodbe. Mislim, da se mi zdi, da na ta način treba nekaj previti, da birokracijo v tem širšem smislu, da se razkrije, na ta način, ker če je to kultura, da se oblast v širšem smislu začne lagati kar tako, ne mislim, to res ne bo daljš, mislim, zelo daljno, to bo šlo, Ja, imaš prav in bomo seveda nadaljevali s tem, teksti bojo še nastajali, jaz upam, da bodo tudi drugi mediji, enako pot obrali naše izkušnje, da predvsem ko se televizije vklopijo, pa se kaj premakne, moram žal reči, da nas berejo dnevnik v parlamentu, recimo, in tam se potem kakšen poslanec zganejo v kakšni zadevi, ampak zdaj trenutno tega parlamenta ni, tako da, ko pa televizijo objavim takrat, pa se stvari slokam premaknejo. Tako da sem bil zelo vesel, da smo se z Boštjanom Anžinom z RTV srečali tam in smo se izmenjali enako vrstne informacije, tako da sva en z drugim preverila, a sva prav slišala, kako Slovenija zavrača prosilce. Hvala. Mogoče bi jaz predlagala, da gremo kar na novo rundo, da potem morebitne ideje še na koncu potegnemo, ker na nek način smo že vstopili v drugi del vsebine, kako naprej. En del se je že malo mozaično pokazal. Začela bi ga pa s tem izrazom normalizirana ksenofobija, se mi zdi zelo povedno. Normalizirana ksenofobija, normaliziranost ksenofobije, ki smo jih danes priča, je tista, ki po moje nas lahko zaskrbi, iz katerega ne samo ksenofobija, tudi druge oblike fobije bi lahko naj si bo povezali z ženskami ali pa ostalimi ranljivimi skupinami našli v Sloveniji, da se jačajo.
In to je tisto izhodišče, ki mislim, da terja trezen premislek ljudi, ki si predstavljamo, da smo znotraj na neki kritični distanci do družbe, v kateri živimo in ki bi radi proaktivno delovali v smislu najsi bo nekih rekonstrukcij diskriminatornih mitov ali celo nekih predsotkov ali nekih praks, pogosto političnih. Vemo, kako se je politični diskurs pred volilnimi zamaknil in kakšnim džam plakatom smo bili priča, pa ti predvolilni oglaševalni panoji niso bili tarča nobenih sodnih postopkov oziroma ovad, ne glede na to, da je marsikateri, ki želil lahko predmet analize ali nagovarja k neposrednemu sovraštvu, se pravi povezave ne samo z sovražnim govorom, ki je verbalno definiran žal, ne pa v povezavi z poglobami. Se pravi, jaz bi v povezavi z vsem tem šla v drugi krog in prosila vas tri, da v svojih stališč pogledate, kako danes v vsej tej situaciji, ki je opisana, v vseh teh premikih, ki v Evropi gre v smer, ki nam ni najbolj všeč, ravnati proaktivno kot posameznik na svojem področju, kje vi vidite neke možnosti, kje pač lahko naredimo nekaj na svoji ravni in si rečemo, da to sem naredil. Ne gre za neke revolucionarne premike, ne? Ker seveda so to drugi izzivi in vprašanja. Ampak da se kot posameznik postaviš in rečeš, kako lahko jaz kot posameznik v tej situaciji, tudi znotraj profesije, v kateri del sem ravnam, da nekaj pa le naredim in ne pustim, da gre karavana dalje, brez da sem kakor energijo porabil na tem področju in kako nekaj spremeniti. Se pravi, kako naprej z poziciji pravno-informacijskega centra, da ta lahko kaj obrnemo v drugo smer, kako proaktivno razmišljati v medijih v smislu razbijanja, neki si že naštel, mogoče, če samo pač nek ožji povzetek in ležati v teh evropskih razsežih, pa bomo kar potem zvrstili vse od enega tudi drugega. Izvolite. Kdo imamo nevladne organizacije, tukaj posebno vlogo, pa morda še posebno odgovornost, prvo zaradi tega, da se ukvarjamo z vsemi temi posamezniki, z ranljivimi skupinami in ne moramo seveda prevzeti zgolj neke funkcije nudenja prve pomoči, humanitarne pomoči, ampak dejansko v bistvu naš končni cilj doseganje sistemskih sprememb. Zato imamo seveda tudi različne kapacitete, ampak povezovanje potem med temi nevladnimi organizacijami je ključno za to, da te resurse res smotrno porabimo in da dosegamo te spremembe. Seveda jih pa ni lahko dosegati. Prej sem omenila, da imamo 20. obletnico PICA in da v bistvu so ti koraki na področju azila, ki smo jih skupaj, ni pomembno, pač nevladne organizacije na tem področju dosegle, ti koraki so bili majhni. Ampak po drugi strani, če pa vsega tega dela ne bi bilo, ko se lahko tudi vprašamo, kje bi bil ta azilni sistem morda sedaj. Seveda, da je seveda, da so ti standardi narekovani tudi z evropsko politiko, pa vendar ne. Slovenija je v nekaterih delih šla preko teh minimalnih standardov, pa se zdaj spet vrača k njim, ampak tukaj je delo nas, ki spremljamo, ki opazujemo in ki pa seveda delujemo v nevladnih organizacijah visoka. In kar poskušamo v bistvu tudi prenesti na mlade, ki pri nas sodelujejo, naprimer mlade pravnike. Jaz mislim, da imajo vsi pravniki v družbi bistveno odgovornejši, se morajo zavedati, da v tej družbi morajo biti proaktivni. Naprimer, v idealnih situacijah bi se želeli, da nekdo, ko prebere takšen članek, naprimer odvetnik, reče, to bomo pa mi prevzeli in odpelje tak primer. To bi si seveda želeli, ker ne moramo
In resnično nimamo možnosti tega vsega delati nevladne organizacije s kapacitetami, ki jih imamo seveda na voljo. Tako da naša vloga bo seveda še naprej spodbujati, da bo država sprejela proaktivne politike, ne reaktivne na to, kar se nam pač že zgodi, da bo upravljen ta razmislek. Seveda zdaj mi nimamo nekoga trenutno pred sabo, s katerim ta dialog sploh vzpostavljamo, oziroma ko bomo vedeli, koga imamo, bomo tudi vedeli, kakšne imamo sploh možnosti, da se pogovarjamo o neki proaktivni migracijski politiki. In ta absolutno ne more biti naravnana ali pa izhajati iz nekih naših zgolj demografskih potreb, pa gospodarskih gibanj, pa predviden, koliko delovne sile potrebujemo. Mora izhajati seveda tudi iz zavez na področju spoštovanja človekovih pravic in upoštevati seveda komponente tega, da so pač migracije v tem delu povezane tudi z človekovimi pravicami in kako seveda obravnavati v kontekstu migracij vse, ki pridejo v Slovenijo iskati zaščito. Tako da tudi seveda potem ozaveščanje javnosti je en segment ali en del naših nalog, da vse te informacije, ki jih zberemo, stvari, ki jih uspemo spremeniti ali pa ki jih ne uspemo spremeniti, ustrezno skomuniciramo z javnostjo in pridonesemo k razumevanju situacij ali pa seveda težav, s katerimi se srečujemo. Tako da to bo, to je in to ostaja velik del naših nalog. Jaz vedno pač rečem, naša naloga je seveda, da državo konstantno opozarjamo, spodbujamo, če hočemo biti bolj prijazni k temu, da izpolnjuje vse svoje zaveze, ki jih je sprejela skozi ratifikacijo konvencij in vseh drugih mednarodnih dokumentov in nacionalne zakonodaje. In ko bo seveda država to v celoti izpolnila, potem ne bo več potrebe, da nevladne organizacije pač opravljamo svoje delo tako intenzivno, kot ga sedaj. Zaenkrat imamo pa še zelo veliko dela. Ja, nič takega mi ne napadati, kar ne bi bilo klišejsko, ampak potem smo se tudi zadnjič pogovarjali, iskati pozitivne zgodbe. Prej smo rekli, da te težke, opisovanje teh težkih situacij ljudi, ki so izgubili vse in peš hodijo čez Balkan v Evropo, očitno nimamo izmerjeno, kolikih se to prime na pozitiven način, ampak imamo občutek, da možno je, da to ljudi odbija. Neka nesreča enih ljudi iz drugega konca sveta, ki ga sami niti ne poznajo. Verjetno se ne morejo nemiselne relacije sploh s tem vzpostaviti. Konc konca je to res čisto nepredstavljivo, da imaš ti dojenčka v šotoru, v blatu, v veliki kladuši iz Iraka. S tem človek res tako en običajen državljan nima kaj početi v miselnem, svojem miselnem okviru, tako si mislim. Ne vem, mogoče hočem reči, da ne želim obsojati nikogar iz publike medijske, ker pač to verjetno je tle nek mehanizem, v katerega je težko podreti. No, ampak so pa potem te pozitivne zgodbe, ki jih skušamo seveda najti, ne vem, da je sirijski pisatelj bo zdaj izdal knjigo v Sloveniji, pa ga bomo predstavljali kolega Andraž Rožman, sledi njegovi zgodbi. En tak dober primer, oziroma dva dobra primera sta bila somalijska deklica, je bil tisti moment, ko se je kar cela država poenotila okoli tega, da je treba pomagati, so se pač okoliščine tako stekle, da je uspelo. In tukaj smo imeli možnost na zelo relevanten način poročati o eni uspešni zgodbi. Druga je bila ta ravno tako somalijska mama, ki je rodila na Jesenicah, tega se tudi spomnimo, pa je bilo zelo lepo sprejeto. Potem najti
najdemo lahko kakšne uspešne primere prosilcev za azil, ki so kupili azil, so tukaj zaposlili, nekaj dosegli, ne vem, imamo gorskega tekača iz Afganistana. Skratka, to so take, se pravim, klišejske stvari. Ne? Zdaj, mogoče malo bolj sistemsko je pa problem to, da v medijih, to ste gotovo opazili, res manjka novinarjev. Ne? Recimo, ko me vprašaš, kaj bom naprej naredil, ne, jaz v bistvu seveda bom naredil nekaj naprej, ampak vmes moram, to naj ne zveni to zdaj, kot jamre nekaj ni, samo čisto tehnično, ne, moram še pisati o kupo enih drugih tem, ki sploh nimajo veze za zim, zato da pač izpolnim svoje delovne obveznosti. In tle smo se potem tudi zadnji zanimivo pogovarjali, ne, in to so že stare ideje, da če bi država, vlada, ne, želela spodbuditi pozitiven diskurs o migracijah, o prosilcih za azil, o azilnem sistemu, bi lahko, kolikor se to sliši morda nenavadno, pomagala medijem, da bi z nekimi sredstvi, ki je bila prav namenska, da bi nekako bila namenjena za promocijo človekovih pravic na področju migracije, azila, begunstva. To spet ne bi bilo to kontroverzno, ker konec koncev sklad za pluralizacijo medijev že obstaja, oziroma je obstaja, vse niti ne vem, še obstaja. Tudi Dnevnik se je nam prijavljal, je dobil ena sredstva, tako kakšno leto smo imeli, kolikor se spomnim, za zaposlitev, ne vem, pol človeka, recimo, in se je pisal potem tega pol človeka, je pisalo dobre zgodbe. Lahko bi bilo tudi bolj usmerjeno, to zveni morda v zdajšnji situaciji, političnim konstelaciji večkrat nenavadno, no, ampak vidim, da recimo na UKOM-u so bili zdaj v tem zadnjem mandatu kar nekako, mislim, meni se zdi, da so dobro, da so se trudili promovirati človekove pravice na področju migracije, azila in tako. Pa bi se mogoče dal kaj izpeljati preko države, v pomoč medijem. Povej. Trenutno ni država. Ne, no, pa njih se spomniti, ta država je tako smede. Ta država se mi zdi, da tudi nima enotne odziva. Očitno pa tudi subverzivna akcija UKOM-a. Lahko da jih bojo še čez odtožile. Mi bi teme prosili še, če ta vidik svoj pogledaš, oziroma da malo komentiraš, da se ti zdi ta proces, do katerega je prišlo, da direktive zdaj nekako prehajajo v uredbe, da je ta proces, ki v smer gre, a gre v smer učinkovitosti, pa vendar, a je ta razmislek o učinkovitosti na kak način povezan z človekovimi pravicami in vsem tem, ali pravzaprav pelje v napačno smer. Kaj misliš? Jaz mislim, da veliko razmisleka o človekovih pravicah v teku prenove tega sistema ni. Mislim, niso človekove pravice tiste, ki so na prvem mestu. Na prvem mestu je učinkovitost. Pa če evropske institucije mislijo, da bomo mi absolutno premalo učinkovit sistem vračanja, recimo. In to je največji problem, kar se tiče evropskih institucij, da vračanje ne deluje. Njih ne skrbi to, da so, ne vem, da je recimo število prošenj za azil, kljub temu, da ljudje, ki vlagajo, prihajajo pretežno še vedno iz držav, ki so, grdo rečeno, refugee producing countries, se pravi tam, kjer je stopnja priznavanja tradicionalno visoka. Ta del ne skrbi to, pa recimo to, da je velika razlika med Italijo, ki Afganistancem priznava zelo pogosto pravico do azila, medtem ko recimo Avstrija, Slovenija, Nemčija pa niti ne. Če si z Afganistana imaš praktično nič možnosti, da boš azil dobil. Moti jih neskladnost med temi dvema situacijama, ampak jih pa ne bi motilo, po mojem, če bi pa Italija šla na srednjo evropsko povprečje, kar se tiče Afganistana. Tako da, kar hočem v bistvu povedati, oziroma kar bi predvsem želela povedati v zvezi s tem, je to, da ima to poenotenje na ravni EU vedno zelo različne učinke na nacionalne ravni. Zelo različne. V nekaterih državah bo povzročilo povečanje standardov, v drugih državah bo povzročilo zmanjšanje standardov. To se je zgodilo že prvič
ko je Slovenija začela svoj sistem azila prilagajati EU sistemu, ker kot vemo je v 90-ih to politiko narekoval bo UNHCR. UNHCR je imel precej drugačen status kot danes, je imel pisarno v Sloveniji, kot mnogi veste in tako naprej. In je bil konstanten sogovornik pri pripravi zakonodaje in je v bistvu svoje standarde zelo uspešno uspel ugraditi v zakonodajo, kot je nastajala takrat, recimo zakon o azilu, prvi, ki je bil leta 1999 sprejet in tako naprej. In potem pa, ko je Slovenija začela pa direktive prenašati, torej v tem obdobju med 1999 in 2004, ko je vstopila v EU, takrat so se pa naši standardi znižali, zato ker so bili v štartu višji, kot je bilo povprečje EU, kjer so imeli že več prosilcev za azil in tako naprej so že zniževali počasne. Tako da na Slovenijo so bili te harmonizacijski učinki zmeri negativni, torej so imeli leveling down effect, torej naši standardi so se morali znižati, da so prišli na povprečje, medtem ko nekje druge so se morali zvišati, da so prišli na povprečje. Tako da jaz predvidevam, da se bo enako zgodilo zdaj. Je pa nemogoče to napovedati, dokler ne vidimo instrumentov konkretnih, torej kakšna postopkovna direktiva potem bo ukinila, recimo še kakšno pravno sredstvo, če ga bo ukinila, potem je jasno, da bo to pri nas problem. Se že zdaj v bistvu v Sloveniji eno pravno sredstvo ukinjeno, recimo na Vrhovno sodišče se več ne da iti, avtomatično, prej bo možno avtomatično, zdaj samo upravno sodišče, kar na prvi pogled lahko pomeni katastrofo, pa se je fajn več eno pritožbo, ampak vedoč, kako je Vrhovno sodišče odločalo na področju azila, torej večinoma negativno, zelo so se poistovetili z Ministrstvo za notranje zadeve, pa je to pozitivno, ker zdaj pa ni možno vedno na Vrhovno iti in razveljaviti odločbo, ki jo je upravno izdalo, ki ima nekoliko več posluha za teme človekovih pravic, ker ima tudi strokovnjake boljše z tega področja. Nekateri ljudje so specializirani tam za vprašanje azila, na Vrhovnem sodišču nihče ni specializiran za vprašanje azila, še vedno. V bistvu obravnavajo to tako, kot pač nekaj, kar morajo, ne pa zato, ker bi bili res z srcem pri stvari. Tako da težko napovedujem kaj več kot glede na pretekle izkušnje, kar pač pomeni neke projekcije, ki ne bodo nujno take. Ne vem, ali zdaj odgovarjam še kaj na zvezo, kaj narediti, pa to. Jaz sem vedno v dilemi, ko rečem, kaj pa kot posameznik, ali ko res kaj narediš kot posameznik. Tukaj so institucije zelo bistvene. Še največ se mi recimo zdi, da naredijo tisti, ki kandidirajo na volitvah, da grejo, rečejo, zdaj pa vam dovolj, zdaj pa še jaz nekaj probu, tako, kakšni taki načelni posamezniki, ki poskušajo potem reči, da pa ne bom samo kritiziral, pa bom proaktivno nekaj naredila. Vsi ostali pa pač po svojih zmožnostih opozarjamo, pišemo nevladni sektor na svoj način, raziskovalni sektor na svoj način, aktivisti spet na tretji način. In v bistvu se mi zdi še najbolj pomembno pri tem, da ti ne zmanjka vztrajnosti. Ker nekateri ravno smo že šteli, koliko let delamo že na tem področju, ki tudi včasih si že vse videl in veš, kaj ne deluje, veš, kaj deluje in takrat je potem zelo pomembno, da se znamo umakati in pustiti bolj sveže, da bom rekla mlade, ker nekaj, da so delo mladi politik, ampak bolj sveže ljudi, ki niso mogoče obremenjeni z 20 let dela na tem področju, ki so že vse videli, ampak še vedno verjamem, da se splača to parlament pa lobirati, ker nekateri ne verjamemo več, se nam ne da več. In takrat je pomembno, da znaš stopati nazaj in reči, absolutno, vi samo pejte. Tako da to se mi zdi, da je to ena gesta, ki jo nekateri med nami moramo to sposobni biti narediti, ne da smo pametni, ampak rečemo, absolutno imate prav, vi samo pejte. Samo nadaljujte to delo, kar pomembno je včasih biti tudi Don Kihot, čeprav veš, da je to meni na veter, kar je na drugi strani.